Spoštovane svetnice, spoštovani svetnici, drage občanke, občani. Začenjam za 6. redno sejo občinskega sveta občine Radenci. Preden predlagam dnevni red, vas obveščam, da umikam 4. in 5. točko dnevnega reda. To je predlog sklepa o razrešitvi člana javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota in pa predlog za imenovanje istega zavoda lekarne Murske Sobote. Dnevni red v nadaljevanju ostane enak, se pravi potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta, informacije o dejavnosti župana in med sejama, vprašanje in pobude svetnic in svetnikov. 4. točka bo potem predlog sklepa o potrditvi pravilnika o sofinanciranju kulturnih društev v občini Radenci. 5. točka predlog sklepa o potrditvi pravilnika o sofinanciranju socialnih programov društev na območju občine Radenci. 6. točka predlog sklepa o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Radenci za leto 2016. 7. točka predlog sklepa o preklicu sklepa o sofinanciranju hišnih priključkov. 8. točka predlog posameznega programa prodaje finančnega premoženja družbe Dosor d.o.o. V tem delu boste dobili cenitev. 9. točka predlog potrditve namere o začetku postopka združitve osnovne šole Kapeli in VC Radenci, Radenski mehurčki enote Grozde Kapela. 10. točka predlog potrditve namere o začetku postopka spremembe odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena občine Radenci. Predlog odloka z merili za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radenci, prvo branje. 12. točka predlog sklepa o potrditvi letnega programa športa v občini Radenci za leto 2019. 13. točka predlog sklepa o potrditvi pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v občini Radenci. In zadnja točka 14. je odgovor na vprašanje in pobude svetnic in svetnikov. Ima še kdo kakšen predlog, pobudo? Izvolite. Hvala lepa za besedo. Predlagam, da se po novem 8. točka dnevnega reda predlog posameznega programa prodaje finančnega premoženja družbe Dosor d.o.o. umakne iz današnjega dnevnega reda in se premakne na naslednjo sejo. Razlog, še vedno nimamo cenitvenega poročila, danes je tudi potekala skupščina Dosorja, prav je, da se na naslednjo sejo povabi direktorica Dosorja, da nam osebno predstavi poslovanje Dosorja, na osnovi vseh zbranih informacij se bomo potem lahko dokončno odločili, kako naprej. Hvala. Še kakšen? Hvala za besedo, župan. Zdaj, če sem prav slišal, župan si rekel, da bomo sprejemali program športa v prvi obravnavi. Odloka. Mi smo se pa zmenili, da bo v skrajšanem postopku na odboru za statutarno pravno komisijo. Pa je prišlo tukaj do napake, nejasna? Je prav? Tak? Skrajšanem, tako. In samo to, če se popravi v dnevnem redu, ker bomo sprejemali v skrajšanem postopku. Bomo pred to točko glasovali o tem. Bomo glasovali o tem pred to točko. Glede predloga gospoda Beriča povem, da boste cenitev dobili danes, ravno zato, ker gre za prodaja deleža Dosorja, cenitev razglašena kot poslovna skrivnost in kot takšno ni z njo spoznana niti direktorica Dosorja. Danes sem osebno bil na skupščini podjetja Dosor, tako da ni nobenih razlogov, da razen tistega, kar je dostopno v njihovi javni bilanci, ki so je javno objavljene, da bi dobili kakršenkoli podatek dodatno. Cenitev, ki je delalo občina Radenci, je delalo samostojno podjetje, ki mora
preveri vse podatke in ni vezano na tisto, kar želi občina Radenci oziroma kar daje podatke podjetje Dosor. Tako da res ne vidim potrebe v tem delu, da direktorica bi tukaj kakršnokoli informacijo dala, ki bi vplivala na to odločitev, ali mi Dosor prodamo oziroma ne prodamo. O tem smo se že nekajkrat pogovarjali, sprejeli tudi proračun, zato menim, da ni potrebe kakršnekoli dodatne obrazložitve strani direktorice okoli poslovanja samega Dosorja, ker je to javno dostopen podatek. Glede cenitve, kot sem pa rekel, niti ne more biti poslana vnaprej, ampak je edini način, ker gre za poslovno skrivnost, da je vam predložena danes tukaj na seji, takrat, ko bomo obravnavali to točko. Zato predlagam, da te dopolnitve ne sprejmemo in da ostane dnevni red takšnega, ki sem ga v uvodu predlagal. Odpiram razpravo glede predloga, ki je dal gospod Berič, če je kdo še kakšno pripombo. Gospod Brus, Hvala lepa za priložnost, pa vsem skupaj lep pozdrav. Župan, jaz mislim, da bi moral dati ta predlog na glasovanje. Ja, tem bom dal. Aha, hvala lepa. Razpravo sem samo Okay. Če ni razprave, potem, ja, lahko, prosim. Hvala za besedo. Torej, spoštovani, v nadaljevanju bi rada izpostavila svoje razmišljanje o programu prodaje družbe Dosor, ki zame danes predstavlja najpomembnejšo in pa najodgovornejšo odločitev na seji občinskega sveta. Prejšnje leto, ko sem kot članica nadzornega odbora obiskala Dosor, sem bila nad njihovim delovanjem, zastavljenimi cilji in strategijami izredno pozitivno presenečena. Člani nadzornega odbora smo med drugim ugotovili, da se Dosor s svojimi obogatitvenimi vsebinami aktivno vključuje v delovanje lokalne skupnosti, predstavlja pomemben del medgeneracijskega druženja in zaradi tega zavzema pomemben prostor v naši lokalni skupnosti. In bila sem, moram priznati, zelo razočarana, ko sem izvedela, da je občinski svet v prejšnjem mandatu potrdil prodajo družbe Dosor. Res je, da je družba Dosor vsako leto izkazovala izgubo, s katero je slabila osnovni kapital, je pa res, in česar ne moremo in ne smemo prezreti, da je leto 2018 prvo poslovno leto, ko je družba Dosor poslovala s koncesijo za poln obseg kapacitet in posledično prejemala plačilo storitev zdravstvene nege za 170 od 178 stanovalcev. Družba je tako eliminirala enega od ključnih faktorjev tveganja za stabilno in dolgoročno poslovanje v dejavnosti. Pomembno je dejstvo, da je družba v letu 2018 dosegla pozitiven poslovni izid v višini 161.549 evrov in da so bile kapacitete polno zasedene. Iz navedenega lahko torej sklepamo, da se je za družbo Dosor pričelo novo obdobje, saj jim je bila dodeljena koncesija za obdobje 40 let. Danes se ne bomo odločali zgolj o vrednosti 1.200.000 evrov, ampak bomo odločali o usodi varovancev in zaposlenih v družbi Dosor. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Hotel bi povedati, da upam, da je z imenovanjem tega občinskega sveta hotel sem samo še dodati, da upam, da smo z imenovanjem tega občinskega sveta odprli občino Radenci in končali z odločitvami, ki nas bi zapirale v en kot. Občina Radenci kot 50% lastnik nima sredstev za dodatna vlaganja v podjetje Dosor, na način, da ga ne damo kupcu,
ki bo lahko vlagal in širil svoje dejavnosti v Radenci, bomo na nek način zaprli DOSOR v okvire, ki danes posluje pa prvič letos 2016 pozitivno. Podjetje DOSOR ima nadzorovane cene, se pravi dirigirane od strani države. Kdorkoli od lastnikov, tudi če je to občina, pa kdorkoli od lastnikov, nima vpliva na cene, ker cene določajo država. Zato menim, da moramo dati priložnost podjetju DOSOR, da se razvija, da se širi, da se gradi dalje in da postane še večji, tako uspešen objekt, kot je to danes. V primeru, da se odločimo, da ostanemo lastniki, bomo podjetje DOSOR obsodili na nivo poslovanja, ki ga ima danes, in ne bomo dovolili nobene širitve. Občina Radenci nima denarja, ne kratkoročno, ne srednjeročno, ne dolgoročno, da pomaga DOSOR-ju v razvoju. Jaz sem dal zdaj predlog gospoda Beriča na glasovanje. Najprej bi prosil, da potrdite vašo prisotnost. Se preštejemo. Kdo je za to, da se umakne 8. točka dnevnega reda, predlog posameznega programa prodaje finančnega premoženja družbo DOSOR d.o.o. Se pravi, kdo je za to, da se umakne? Ugotavljam, da je sprejeto in da se predlog umika. To hkrati pomeni, da bomo prekinjam za 5 minut sejo. Lahko vzamete telefone. Glede na nekatere informacije, ki smo jih pridobili zdaj v času seje, predlagam, da se 8. točka dnevnega reda ponovno v bistvu uvrsti v samo sejo, torej predlog posameznega programa prodaje finančnega premoženja družbe DOSOR d.o.o. kot 8. točka. Prosim, da o tem v bistvu glasujete. Glede na novo okoliščino bi, sploh ne vem, če je potrebe, da še enkrat glasujem, glede na to, da je bil umik. Dobro, pa dam to predlog na glasovanje, dajmo najprej vašo prisotnost. 12. Torej, predlagam, da 8. točka predlog posameznega programa prodaje finančnega premoženja družbe DOSOR d.o.o. ostane v predlogu programa, ki sem ga dal. Kdo je za? Še kakšen predlog glede? Torej, dajem celoten dnevni red na glasovanje. Najprej prosim prisotnost. Kdo je za predlagani dnevni red? Začenjamo z prvo točko dnevnega reda, potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta. Zapisnik ste vsi dobili pred sabo. Odpiram razpravo, ima kdo kakšno pripombo? Če ne, dajem zapisnik 5. seje v potrditev. Prosim, da najprej potrdimo prisotnost.
Prosim, kdo je za predlagani zapisnik? Druga točka dnevnega reda, informacija o dejavnosti župana med sejama. Probal bom biti zelo kratek. Intenzivno nadaljujemo z dogovorom z podjetjem, ki bo gradilo Špar na vhodu občine Radenci. Podpisujejo se služnostne pravice za novo krožišče. Kot veste, načrtovano je na zadnjem sestanku, da bi trgovina Špar z krožiščem bila zgrajena že letos do samega Božiča. Predlog, ki sem ga skupaj z občinsko upravo želel izvesti, je, da bi do tega datuma zaradi stroškov naredili tudi novo krožišče pri zadrugi. Danes je bil moj sodelavec in pa Davorin Zamoda v Ljubljani. Dogovorjeno je, da bo Direkcija za infrastrukturo vztrajala na tem, da se krožišče naredi skupaj z prehodom, železniškim prehodom skozi progo in zapornicami. Dobro vsem tem je, da bo celotna investicija pokrita strani Direkcije za ceste in pa tudi krožišča v večini. Torej, direkcija bo pokrila okoli 500 000 evrov stroškov zapornic in pa okoli 300 000 evrov stroškov krožišča, občina Radenci pa 80 000 evrov dodatnih stroškov za krožišče. Slabo pri tem je, glede na to, da nimamo projektov gradbenega dovoljenja, da bo zadeva speljana komaj naslednjo leto spomladi. Nažalost, zaradi dokumentacije in programov ne bo sedaj, je pa toliko bolje, ker bo večino financiranja Direkcije za ceste in vse skupaj. O vsem več vam bomo poročali na odborih oziroma Davorin direktno, ki je bil danes na sestanku. Končujemo končno Gubčevo cesto. Začelo se je asfaltiranje. Po zagotovilih izvajalca bi v petek morali biti tudi zarisane črte, parking prostori, postavljena drevesa in bi investicija v ta petek morala biti končana. Naprej tečajo za našim podjetjem Prlekija pogovori o skupnem upravljanju z vodovodom. Bistvenih novosti v pogajanjih ni. Pogodba, edino, da je pogodba med našim 8 občin sedaj v bistveno boljši fazi in pričakujem, da bo do junija podpisana. Nadaljujejo se pogovori z našim koncesionarjem, ki ima odvajanje in čiščenje odpadne vode s podjetjem SIM Radenci. Moram povedati, da so pogovori zelo naporni, težki. Podjetje SIM vztraja na tem, da bi koncesijo zadržali do konca. Niso podali odgovora, ali se strinjajo z cenitvijo čistilne naprave, ki je v njihovi lasti malo več kot 70%. Želim vas obvestiti tudi, da preplačilo za vodo, ki je bilo strani SIM-a narejeno v teh zadnjih 2 letih, smo podali izvršbo na podjetje SIM. Na izvršbo so se pritožili, tako da denar ni prišel na občino Radenci, tako da končanje izvršilnega postopka ta denar ne moremo vrniti občanom. Do naslednje seje bojo dela se na novih elaboratih za odvajanje in čiščenje vode. Imeli smo inšpekcijo glede čistilne naprave. Ugotovljene so vse nepravilnosti, predvsem pa je ugotovljeno, da se v postopek mora vključiti še tudi gradbeni inšpektor, ker je v teh letih prišlo do
različnih podatkov o velikosti te čistilne naprave, ali gre za čistilno napravo, ki je bila zgrajena kot 1800 populacijskih enot, ali pa zadnje, ko je podjetje SIM zatrjuje, da je ta čistilna naprava ima 9500 populacijskih enot, se pravi nekaj več od tiste, kar bi mi gradili, ki bi imela 8700. Inšpekcija je naložila, da zdaj inšpektor za gradbeništvo poda poročilo o dejanskem stanju te čistilne naprave. Vezano na poslovanje s čistilno napravo, vezano na zadnja 2 elaborata za vodo, ki nista bila predložena občinskemu svetu v odločanje v zadnjih 2 letih, je o tem vse dokumente prevzela kriminalistična policija Republike Slovenije. Danes sem bil na skupščini, torej teče predkazenski postopek v smeri zlorabe uradnega položaja. Danes je bila skupščina podjetja Dosor, na tej skupščini sem bil. Podjetje Dosor je prvič izkazalo pozitivni rezultat za 161 000 evrov presežka, ne dobička, se pravi presežka. Dosor po svoji formi ne more biti podjetje, ki ustvarja dobiček. O tem bomo razpravljali še naprej. To bi bilo pa v prostorih občine Radenci smo spremenili nekakšen režim dela. Režijski obrat je preseljen v prvo nadstropje, ker bo delal samostojno in bo tudi bolj na roko ljudem. S 1.9. bomo v pisarni na avtobusni postaji tudi odprli blagajno za plačevanje položnic, ki pa ne bo blagajna samo za plačevanje položnic režijskemu obratu oziroma v občini Radenci, ampak bo večini lahko plačevali občani vse položnice, ki jih imajo v gospodinjstvu, brez provizij. O tem moramo še sprejeti sklep. Zaenkrat to bi bilo kot moje dejavnosti. Seveda je tu še 3 pogovori na smeri čistilne naprave, nove čistilne naprave, evropskih sredstev, ki bi jih dobili in tako dalje. S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda. 3. točka, vprašanje in pobude svetnic in svetnikov. Prosim, če je kako vprašanje. Bi rekel, ker gremo tu z leve strani po vrsti, gospod Brus. Hvala za besedo, pa še enkrat lep pozdrav. Na pobuda. Na osnovi sklicane prve dopisne seje odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki je potekala od srede 17.4.19 do četrtka 18.4. do 14. ure, z dnevnim redom naročilo projektne dokumentacije za izgradnjo parkirišč za potrebe obiskovalcev pokopališča na Kapelskem vrhu in predstavitev zračnega električnega vodnika v območju obdelave bodoče. Drugič, projektna dokumentacija bi morala biti izdelana in upoštevana v fazi projektiranja rekonstrukcije regionalne ceste Garbonoš-Radenci. Sklep. Člani odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe dajajo pobudo in zahtevo županu in občinskemu svetu v obravnavo občine Radenci, da naroči projekt za umestitev parkirišča ob pokopališču na Kapelskem vrhu in gre v dogovor za Elektro Maribor za premestitev zračnega elektrovodnika v območje obdelave. Za ta sklep so glasovali 3 člani od 5. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa.
Bom izjemoma na tole vprašanje poskušal kar odgovoriti, če dovolite, gospod Brus. Seveda cenim delo odbora in ga bom tudi v bodoče cenil in bomo vse predloge tudi upoštevali. Bi pa seveda prosil, da tudi za drugi predlog, ki ga sedaj prvič podajam, namreč z podjetjem Radgonske Gorice sem imel pogovore, glede na to, da imajo v neposredni bližini vinograd in še en del druge parcele, ki je v lasti občine Radenci, se skušamo z njimi dogovoriti, da bi nasproti pokopališča, tam, kjer je včasih Kapelska klet imela skladišče, dobili tisto zemljišče in bi parkinge uredili na tej strani, kar bi bilo cenovno za občino bistveno cenejše, prišli bi pa do zemljišča samo za zamenjavo zemljišč. Predlog še ni v tej fazi, da vam bi ga lahko v odboru dal na sprejemanje oziroma odločenje, bo pa to narejeno v roku 15 dneh, nikakor pa ne bomo zamudili tega projekta Sveti Jurij ob Čavnici Kapela, ki ga delam, se pravi obnovo ceste. Hvala lepa. Naprej, gospod Berič. Hvala lepa za besedo. Predlagam, da se v okviru že dogovorjenega znotraj občinskega sveta občine Radenci spremeni odlok o režijskem obratu v tistem delu, kjer se opredeljuje izvajanje koncesijske dejavnosti, odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod, in sicer na način, da se podeljena koncesija odvajanja čiščenja odpadne komunalne vode, ki je bila podeljena SIM Radenci d.o.o., sprovede do konca njene veljavnosti. Hkrati pa naj se prične postopek nakupa čistilne naprave, ki bi naj bila v bližnji prihodnosti obnovljena, rekonstruirana in katera bo od takrat naprej v 100% lasti občine Radenci, kar seveda pozdravljam. Takšen predlog je bil podan in tudi komuniciran strani večine svetnic in svetnikov ob obravnavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Radenci, zato predlagam, da se navedeno upošteva. Župan, tudi s tvoje strani je bilo večkrat povedano, da se koncesija podjetju SIM ne bo prekinjala predčasno. Svetniki smo sicer odlok res potrdili, vendar je bila osnova potrditve večine, da se koncesija ne bo ukinjala. Nihče v tej dvorani in verjamem, da tudi izven nje si ne želi, da pravico dodeljuje sodišče in odvetniške ekipe, ki so že v nizkem štartu, če se lahko izrazim po maratonskem žargonu. Absolutno sem za to, da se s podjetjem SIM v tem primeru razidemo v pozitivnem duhu, katerega osnova so odprta vrata na eni in na drugi strani tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Torej, moje vprašanje pa se nanaša na moje neodgovorjene pobude in pa vprašanja. Torej, na pobudo, ki sem jo dal 7.3. še nisem dobil odgovora. Prav tako sem na zadnji seji še dal 2 vprašanja, na katera tudi nisem dobil odgovora, čeprav mi je gospod Leljak dejal, da bi mu to dal pismeno in da bo to tudi prebral. Naj povem, da v 17. členu poslovnika vprašanja in pobudbe članov sveta piše, citiram, župan ali direktor občinske uprave lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno pa morate odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji seji. Torej, vprašanje, kdaj bom dobil odgovore na mojo pobudo in na moji 2 vprašanji. Imam pa še eno vprašanje, in sicer, ali še vedno, gospod Leljak, stojite za navedbami podanimi v predvolilnem času, da je bila občina Radenci v preteklih letih izjemno neuspešna pri črpanju evropskih sredstev. Namreč na 24 ur novice je bil predstavljen rezultat črpanja evropskih sredstev v Republiki Sloveniji. Iz navedenega je razbrati, da so Radenci v obdobju 2007-2019
v povprečju počrpali 905,96 evra na prebivalca, kar je nad slovenskim povprečjem. In to povprečje je 811,33 evra na prebivalca. Hvala lepa. Prosim. Dalje. Hvala za besedo. Ja pa bi imel vprašanje z strani Turjanskega vrha. Sicer Zidance, Svobodni vrh, tam so še odprti jaški. Sicer je to že stvar z lanskega leta, pa še nič ni sanirano, ni urejeno. In se tam stanovalci zanimajo, kdaj je to zrihtano. Hvala. Hvala lepa. Naprej, še kakšno vprašanje? Bom odgovoril na vprašanje na koncu seje. S tem, če ni več pobud, s tem zaključujem to točko dnevnega reda in prihajamo na naslednjo. To je predlog sklepa o potrditvi pravilnika o sofinanciranju kulturnih društev v občini Radenci. Poročevalec gospod Emil Šmit. Torej, Odbor za družbene dejavnosti občine Radenci je na predlog podan v preteklem mandatu strani Aleša Kavčiča, bivšega podžupana, in statutarno-pravne komisije pripravil osnutek spremembe predmetnega pravilnika o sofinanciranju kulturnih društev. V skladu s pobudo smo v besedilu dodali možnost sofinanciranja dejavnosti zavoda, ki deluje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki ni pridobitna. V pravilniku se posledično spremeni več členov, ki omenjajo izvajalce dejavnosti ter upravičence do proračunskih sredstev občine. V vsebino pravilnika je vključena tudi sprememba, predlagana strani gospoda Leljaka, v smislu imenovanja komisije za izvajanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev. Sprememba se glasi: namensko porabo s pogodbo dodeljenih proračunskih sredstev sprejmeta in preverjata komisija, ki jo za ta namen imenuje in pooblasti župan ter nadzorni odbor občine. Če ta komisija ugotovi, da upravičenec oziroma izvajalec programa pridobljenih sredstev ni porabil v skladu z določbami pogodbe o financiranju, zahteva občina vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev. Vrnitev porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih. Če se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena. Če se ugotovi, da je upravičenec izvajalec programa, za katerokoli namen pridobitve navajal neresnične podatke. Če se ugotovi dvojno financiranje iz občinskega proračuna za isto aktivnost. Če se ugotovi druge nepravilnosti pri porabi sredstev. Če se ugotovi... Kdo me straši? Se še nisem nič takšnega rekel. Torej, če se ugotovi, da upravičenec pridobljenih sredstev ni porabil v skladu z določbami pogodbe o financiranju, v naslednjem letu ni upravičen do finančnih sredstev iz proračuna občine. Odbor je predlog podprl, predlaga pa, da se v komisijo imenuje tudi nekoga izmed članov odbora za družbene dejavnosti. Občinskemu svetu občine Radenci predlagamo, da predlog obravnava ter sprejme pravilnik o sofinanciranju kulturnih društev občine Radenci v podani vsebini po skrajšanem postopku. Dobro, glede predloga tega sklepa odpiram razpravo. Statutarna pravna komisija je imela? Niste obravnavali? Dobro. Če ni nobenega za obravnavo, pridemo k glasovanju. Najprej vaša prisotnost. Predlagam sprejem sklepa potrditev pravilnika o subvenciranju kulturnih društev v občini Radenci. Kdo je za takšen sklep?
Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je predlog sklepa o potrditvi pravilnika o sofinanciranju socialnih programov društva na območju občine Radenci. Družbene dejavnosti, gospod Emil Šmit. Odbor za družbene dejavnosti občine Radenci je na svoji 3. redni seji obravnaval in sprejel pravilnik o sofinanciranju socialnih programov društev na območju občine Radenci. Predlog za spremembo izhaja iz izkušenj predhodnega odbora za družbene dejavnosti, ki so ob ocenjevanju prispelih prijav ugotavljali, da je smiselno organizacije deliti na več kategorij izvajalcev, povezano s posameznimi specifikami ciljnih oseb, torej dobrodelnost, invalidske organizacije, skupine za samopomoč, preventivni program in tako naprej. V skladu s pobudo smo besedilo pravilnika spremenili in določili kriterije za vrednotenje po posameznih skupinah. Za društva, ki imajo sedež v občini, se sofinancira dejavnost v višini 100% točk, dobljenih iz kriterija števila članov. Društva, ki nimajo sedeža v naši občini, pa so sofinancirana s 40% točk glede na število članov iz naše občine. V vsebino pravilnika je vključena tudi sprememba predlagana strani gospoda Leljaka v smislu imenovanja komisije za izvajanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev. Sprememba se glasi, kot sem jo prej navedel, zato mislim, da ni potrebno še enkrat to prebrati. Odbor je predlog podprl, predlagamo pa, da se v komisijo imenuje tudi nekoga izmed članov odbora za družbene dejavnosti. Občinskemu svetu občine Radenci predlagamo, da predlog obravnava ter sprejme pravilnik o sofinanciranju socialnih programov društev na območju občine Radenci v podani vsebini po skrajšanem postopku. Še statutarna pravna. Hvala za besedo. Statutarno pravna komisija je obravnavala navedeni pravilnik. Člani komisije predlagajo dopolnitev 2. člena pravilnika, ki se glasi: občinski upravi vsako leto do 31. marca redno dostavljajo vsebinsko in finančno poročilo o poteku in rezultatih aktivnosti, za katero so pridobili sredstva iz občinskega proračuna, ter obrazložitve skupaj z dokazili uporabe finančnih sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna. Taki predlog in tudi vsebino pravilnika so člani statutarno-pravne komisije podprli soglasno, zato predlagam občinskemu svetu, da potrdi ta pravilnik. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ima kdo kakšen? Če ni, to točko dnevnega reda dajem na glasovanje. Najprej prisotnost. Predlagam sprejetje naslednjega sklepa. Občinski svet občine Radenci potrjuje predlog pravilnika o sofinanciranju socialnih programov društev na območju občine Radenci. Kdo je za? S temi dopolnitvami. Dopolnitvami, ja. Itak so v komisiji tudi člani odbora, tako da že vseh. Prihajamo na 6. točko dnevnega reda, to je predlog sklepa o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Radenci za leto 2008. Gospodarstvo ima Dominika. Hvala za besedo. Torej, odbor za finance in premoženjske zadeve je obravnaval zaključni račun občine Radenci za leto 2018 in ugotavlja, da je občina Radenci v letu 2018 evidentirala 4.628.373,42 evrov skupnih prihodkov in tako dosegla 91,8% realizacijo. V podrobnejšem pregledu prihodkovne strani smo ugotovili, da je prišlo do izpada prihodkov zaradi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za pravne in fizične osebe, katero je bilo planirano v skupni višini 310.000 evrov in pa realizirano v skupni višini zgolj 23.309,88 evrov.
Do odmere nadomestila ni prišlo zaradi usklajevanja evidenc. In nadalje ugotavljamo, da so bili na prihodkovni strani 30,7% realizirani kapitalski prihodki, ki so bili planirani v skupni višini 300.700 evrov in realizirani v skupni višini 92.219,77 evrov. Zelo pomembno na prihodkovni strani je izpostaviti tudi transferne prihodke, to so prejeta sredstva iz državnega proračuna, javnih skladov proračuna Evropske unije, strukturnih in kohezijskih skladov, ki jih občina v letu 2018 evidentira v skupni višini 402.886 evrov. Na odhodkovni strani je evidentiranih 4.758.476,20 evrov skupnih odhodkov, kar predstavlja 69,8% realizacijo. Odstotek te realizacije pa močno zmanjšuje realizacija investicijskih odhodkov v višini 618.149,79 evrov, ki pomeni zgolj 27,4% realizacijo planiranih sredstev. V bilanci B je bila planirana prodaja družbe Dosor v višini 800.000 evrov, ki se ni izvedla. Kar se tiče zadolžitev, se je občina Radenci v letu 2018 se ni zadolžila, odplačala pa je dolg iz naslova zadolževanja v višini 175.091,03 evra. Rezultat, ki ga torej izkazujejo vse tri bilance, znaša minus 305.193,81 evra in pomeni spremembo stanja sredstev na računu. Tako je bilo stanje sredstev na računu na dan 31.12.2018 922.664,47 evrov. Zadolženost občine na dan 31.12.2018 znaša 1.227.858,28 evrov. Stanje terjatev na dan 31.12.2018 znaša 306.343 evrov in stanje obveznosti 410.118 evrov, od tega zapadlih samo 27.288 evrov. Na podlagi izkazanih podatkov smo torej sklepali, da je bila finančna kondicija občine Radenci na dan 31.12.2018 zelo dobra, kar pomeni dobro izhodišče za poslovanje v letu 2019. Na podlagi ugotovitev torej predlagamo občinskemu svetu, da zaključni račun sprejme v predloženi vsebini. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, to točko dnevnega reda predlagam v sprejem. Dajem na glasovanje najprej prisotnost. Predlagam, da občinski svet občine Radenci sprejme zaključni račun proračuna občine Radenci za leto 2018 z vsemi bilancami. Sredstva proračunske rezerve v višini 77.473,03 evra se prenesejo kot sredstva rezerv za leto 2019. Kdo je za? Sedma točka. Gremo dalje. Predlog sklepov preklicu sklepov sofinanciranju hišnih priključkov. Gospod Jani. Hvala za besedo. Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj. V letu 17, se pravi konec leta 17, je občinski svet sprejel sklep, ki se glasi: Občinski svet občine Radenci soglaša s financiranjem obnove vodovodnih priključkov in gradnje vodovodnih jaškov v skladu s tehničnim pravilnikom za obstoječe stanovanjske stavbe na območju javnega vodovodnega sistema v občini Radenci. K temu sklepu je bila pripravljena obrazložitev, da bi se v letu 18 za ta dela porabilo 29.000 evrov sredstev. Tako bi uredili 50 priključkov. Že v letošnjem letu pa je zaradi tega sklepa, ker ob sebi ni imel objavljenega tudi zahteve, da se vsako leto pripravi program, po katerem bi
te števce urejali, je pričelo prihajati do zmotnega razumevanja sklepa in so ljudje pričeli prihajati, da bi si vodovodni jašek in pa števec uredili zunaj stavbe. Vsled tega smo prišli do zaključka, da je bolje ta sklep odpraviti in se potem na občinskem svetu, če bi seveda prišlo do potrebe, da se urejajo vodovodni priključki na račun omrežnine, to posebej sklene na občinskem svetu. Tako da predlagam, da se sklep odpravi, da ne bo več prihajalo do nadaljnih nedoslednosti. Hvala. Hotel bi povedati, da gre za priključke, se predstavitev vodnih ur iz stavb poslopi zunaj stavbe. Tehnični pravilnik govori, da pri novogradnjih to mora vedno narediti občan, zgraditi in ga potem predati po sedaj režijskem obratovanju. Če pa ima stari števec in ga želi na svojo roko zaradi svojih potreb predstaviti izven zgradbe, je po tehničnem pravilniku to njegov strošek. Če pa to naroči občina zaradi svojih potreb, da od občanov to preseli ven, pa je to občinski strošek. Mislim, da je tehnično navodilo zelo preprosto in mislim, da se ga moramo držati in da ni treba, da zdaj se pa pač to izkoriščalo in vsakdo je imel števec znotraj in mu je ta pač vizualno ni pasal, je pač prišel vsem, naj mu to predstavimo ven in smo na naše stroške to predstavljali. Tam, ko imamo potrebe, ker se obnavlja cesto in vse skupaj, bomo to predstavili vsem. Tisti, ki pa želijo zaradi vizualnih stvari, ki predstavijo ven, pa naj to naredijo na svoje stroške, kot pravi tehnični pravilnik. Samo ta sprememba je ničesar drugega. Odpiram razpravo, če še kdo za kakšno. Če ne, tudi ta predlog sklepa dajem na glasovanje. Najprej prisotnost. 13. Občinsko sveto občine Radenci predlagam sklep, da sprejmejo sklep odpravi sklepa o financiranju obnove vodovodnih priključkov in gradnji vodovodnih jaškov v skladu s tehničnim pravilnikom za obstoječe stanovanjske stavbe na območju javnega vodovodnega sistema v občini Radenci. Kdo je za? Pridemo na naslednjo točko, to je predlog potrditve namere o začetku postopka odložitve osnovne šole predlog posameznega programa prodaje finančnega premoženja družbo DOSOR. Sedaj boste vsi dobili cenitve, na vsaki cenitvi je napisano vaše ime in priimek. Po končani točki bomo to ponovno pobrali. Prosim vas, da v razpravah lahko omenjate vse, kar piše v tem poročilu, razen zneska. Znesek je poslovna skrivnost zaradi prodaje, da pri sami prodaji iztržimo čim več. Glede na to, da gre za res koristno stvar za podjetje DOSOR, za občino Radence, za vse naše občane, bom ponovno prekinil za 5 minut tole sejo. Dobimo se vsi v moji sejni pisarni, da si tam v miru pregledate in še odgovorite nekako vprašanje, ker tam se bomo lahko v miru pogovarjali tudi o ceni. V prostor lahko vstopijo samo tisti, ki imajo pooblastilo, da lahko vidijo ceno. Hvala lepa. 5 minut. Mi smo zaključili že sejo. Mi smo že zaključili sejo. Samo smo že vkljubili. Dobro, jasno, imate pobrane vse cenitve.
Nadaljujemo z 8. točko, se pravi predlog posameznega programa prodaje finančnega premoženja družbe DOSOR d.o.o. Prosim, gospod Toni, za poročilo komisije, odbora. Hvala lepa za besedo. Statutarno pravna komisija predlaga občinskemu svetu občine Radenci, da obravnava in potrdi predlog posameznega programa prodaje finančnega premoženja družbe DOSOR v predlagani vsebini in ga tudi sprejme. Hvala. Odpiram razpravo. Glede, da ni Vlado, izvoli. Lep pozdrav, hvala lepa za besedo. Mogoče obrazložite svoj glas in pa tudi, jaz sem bil svetnik prejšnjem mandatu, kjer smo že sprejeli ta sklep, da se delež v DOSOR-ju odproda. Jaz mislim, da ni nobene bojazni, da bo prišlo do spremembe delovanja, do kvalitetnega vključevanja DOSOR-ja v lokalno okolje. Vemo, da zaposleni tam se trudijo, uprava, mislim, da dela relativno dobro, rezultat je bil letos, oziroma lansko leto je bil pozitiven. Zakaj sem pa za prodajo, oziroma zakaj sem že bil za prodajo? Zaradi tega, ker vemo, da kako je prišlo do investicije DOSOR-ja, kakšen je bil vložek in koliko so obroki mesečni in ki so vezani na Euribor. Trenutno je situacija v evropskem območju takšna, da prihaja do ohlajanja gospodarstva, s tem posledično zmanjšanja investicij. Euribor se bo dvignil in obrok lahko gre gor. In kaj se bo zgodilo takrat? Kolikor DOSOR ne bo sposoben odplačevati obroka, bo prišlo do tega, da bo trebalo delež pokriti ali pa se zmeniti, da pač to ni naš interes in gre lahko zadeva v stečaj. Potem v tem primeru izgubimo koncesijo, pa nam ostane objekt. Kolikor pa dobimo ustreznega lastnika, kot je že župan rekel, sigurno bo vlaganje, širjenje in to bo samo pozitivno za lokalno skupnost. Hvala. Ja, še obrazložite glasu, ne? Še enkrat hvala za besedo. Tisto torej, kar sem prebrala prej, ko smo obravnavali dnevni red, sem imela pripravljen za to točko, zato se ne bom ponavljala. Bi pa vseeno rada še nekaj dodala. Res je, da oskrba starejših ni primarna dejavnost lokalne skupnosti, pa vendar. Srčno upam, da vkolikor bo danes ta sklep potrjen, da bo potencialni kupec tiste vrste, ki se bo prizadeval obdržati kvaliteto in standard delovanja družbe DOSOR. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, jaz bi samo še en stavek, ki ga mislim, da vsi občani vejo, ampak bi ga še eno rad ponovil. Občina Radenci ni lastnik polovico zgradbe, se pravi zgradbe kot nepremičnine, ampak je lastnik samo podjetja, ki vodi to zgradbo objekta. Se pravi samo podjetja, DOSOR d.o.o. Zgradba je v celoti last banke. Se pravi, prodajamo samo podjetje, ki upravlja tega doma. To razlagam zato, ker pač da ne bo mislil, da ta cena, ki jo bomo dobili za to, da gre ceno za celotno zgradbo, ni res, gre samo za podjetje. Še kakšen, če ne, dajem ta predlog na glasovanje. Prosim, najte prvo prisotnost.
Predlagam sklep. Občinski svet potrjuje predlog posameznega programa prodaje finančnega premoženja družbe DOSO d.o.o. In dalje občinski svet občine Radenci potrjuje predlog cenitve družbe DOSO d.o.o. Kdo je za? Kdo proti? Naslednjo točko dnevnega reda, to je predlog potrditve namere o začetku postopka združitve osnovne šole Kapela in vrtca Radenci, Radenski Mehurčki, enote Grozdek Kapela. Prosim za poročilo. Emil Šmit, gospod Emil Šmit. Hvala za besedo. Torej, odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog o potrditvi namere o začetku postopka združitve osnovna šola Kapela in vrtca Radenci, Radenski Mehurčki, enota Grozdek na Kapeli. Odbor občinskemu svetu predlaga, da gradivo obravnava ter ga potrdi v predlagani vsebini. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Prosim, če ima kdo. Toni, Dominika, to, ker bomo začeli pri Toniju, pa Dominik, pa gospod Brusi. Hvala za besedo. Glede predloga potrditve namere o začetku postopka združitve osnovne šole Kapela in vrtca Radenski, Radenski Mehurčki, enota Grozdek na Kapeli, imamo nekaj pomislekov. Predlog sklepa smo slišali, pa ga ne bom več ponavljal. Uvodoma naj povem, da nisem proti združitvi, niti nisem za združitev. In to zato, ker pravzaprav do zdaj nismo o tem razpravljali na niti enem odboru, na niti eni seji, na niti enem srečanju. To se pravi, da nimamo nobene predstave o združitvi. Navedena dikcija sklepa, ki je pred nami, je po mojem mnenju takšna, da če se ta sklep potrdimo, se strinjamo o začetku združitve. Kajti, obligacijski zakonik ne predvideva oziroma ne govori o tem, o dikciji pisma o nameri oziroma potrditev sklepa o nameri. Ampak se tak sklep potem presoja sam po sebi, to se pravi po namenu, ki bomo ga mi sprejeli. In takšen sklep, ki je danes tukaj pred nami, jasno govori, da bo občinski svet odločal o potrditvi združitve oziroma o začetku združitve. To je moje mnenje. Moje mnenje je tudi, da bi občinskim svetnikom, občinska uprava županom na čelu morala predložiti primere dobrih praks združitve, probleme, do katerih lahko pride pri združitvi, mnenje ministrstva za šolstvo, mnenje ravnateljic, želje staršev in pa seveda na koncu, kar pa sploh nismo se o tem pogovarjali še, koristi otrok, ki bodo imeli od tega neko korist. Vsaj po mojem mnenju bi bilo to pametno. Šele takrat bi lahko občinski svet sprejel nek pravno zavezujoči akt. Danes pa jaz mislim, oziroma moje mnenje je, da je to preuranjeno. V obrazložitvi sklepa je navedeno in takšno je pojasnilo tudi občinske uprave, da se s tem sklepom dovoljuje občinski upravi, da začne pridobivati vso dokumentacijo potrebno za združitev. Po mojem mnenju občinska uprava županom na čelu ne potrebuje takšnega sklepa. Saj bi lahko tako dokumentacijo tudi pridobila brez naše potrditve. Vse moje mnenje je tako. Po informacijah, ki jih imam, so na Kapeli krajani zbirali podpise. In zbirali so predvsem podpise proti ukinitvi šole in vrtca. Mislim, da gre malo za zavajajočo informacijo, katera je povzročila med krajani kar nekaj nemira. Zato bi z tega mesta občane Kapele obvestil, da dokler bo po mojem mnenju ta sestav občinskega sveta, se vrtec na Kapeli sigurno ne bo ukinil. Če pa že govorimo o nekem sklepu, to se pravi nekem zavezujočem aktu, pa bi mogoče jaz predlagal sklep, ki bom ga prebral.
Občinski svet občine Radenci nalaga občinski upravi in županu, da v zvezi z združitvijo osnovne šole Kapela in vrtca Radenci, Radenski mehurčki, enota Grozdek na Kapeli pridobi mnenja oziroma predstavi občinskemu svetu primere dobrih praks združitve, probleme, do katerih lahko pride pri združitvi, mnenje Ministrstva za šolstvo, organizira srečanje z ravnateljicama osnovne šole Kapela in vrtca Radenci, pridobi pisno mnenje sveta staršev obeh zavodov ter priskrbi drugo potrebno dokumentacijo, ki občinski svet potrebuje za odločanje v navedeni zadevi. Hvala lepa. Ja, preden dam besedo dalje, naš namen je bil ravno v smeri predloga, ki ga je dal gospod Toni, da v tem času zberemo pozitivne in negativne prakse in da zadevo damo v odločanju v septembru letos o tem, ali bi šli v postopek združitve ali ne. Torej, v nobenem primeru ne gre za to, da bi se začel postopek združitve, ampak da se zbirajo mnenja. Takšna mnenja smo začeli že pridobivati. Evo, mestna občina Kranj je ena od prvih, ki nam je takšna mnenja poslala. Njihova so sicer pozitivna, imamo tudi nekaj negativnih, pač odvisno. Vso to gradivo bi dobili in mislim, da je odboru, smo to posredovali, da je to naš namen. Se pravi, jaz osebno nimam ničesar proti, da ta naš sklep dopolnimo v smeri, ki sem ga že zdaj povedal in ki je bil že osnovo tako predstavljen, da gre samo za zbiranje pozitivnih in negativnih mnenj v združitvi praks, ki jih ima 176 občin, ki imajo združeno in tiste, ki nimajo združeno, in da v bistvu potem septembra imamo resnično prikaz. Menim, da sem tudi v nastopu povedal, da bi organizirali razna predavanja različnih struktur, ki imajo pozitivne in ki imajo negativne mnenje, samo zato, da bi se zadeve lahko rešile pozitivno za otroke. Naš namen je, ne samo za ta mandat, dolgoročno rešiti problem stalnega problema tega vrtca in šole na Kapeli. Jaz se ne strinjam s tem, da lahko obljubimo Kapeljčanom pa vsem ostalim na Kapeli, da bo vrtec deloval. Namreč 4. oddelek na Kapeli se je zaprl brez znanja župana in brez vednosti občinskega sveta. In to so občani občutili. Da se bi to preprečilo nadaljnje zapiranja oddelkov ali pa celega vrtca, pač bomo poskušali v čim krajšem času zbrati vsa ta mnenja in obljubim tudi kot župan, da bom predlagal tisto rešitev, ki bo dolgoročno najboljša za občane. Zavezuje nas pa seveda tudi 580 podpisov, ki so bili zbrani. Zavezujejo nas tudi podpise, ki jih je ravnateljica zbrala od svojih zaposlenih, pa nam jih ni predala do sedaj. V tem trenutku teče pogovor ravnateljice z starši in da bi preprečili takšne zadeve, vznemirjanja otrok z nepotrebnimi stvarmi, je prav, da naložite občinski upravi in meni, da pridobimo vsa ta mnenja in da se septembra resnično odločimo na osnovo vseh pokazateljev, ki jih je možno dobiti v tej državi. Samo to in ničesar drugega. In kot pravim, se strinjam z gospodom Tonijem in lahko to piko spremenimo v vejico in dodamo še teh par stvari. Zdaj pa prosim, kdo bi še imel kako besedo. Izvolite. Dominika. Pa. Hvala za besedo. Torej, spoštovani, pobuda združitve osnovne šole Kapela
in vrtca Radenci, Radenski mehurčki, enota Grozdek na Kapeli ni od včeraj, ni bila izstreljena, kot radi rečemo, iz topa, ni izmišljena čez noč, predvsem pa ni prazen predlog brez argumentov. Verjemite mi, sama sem bila deležna ravnanja, zaradi katerega podpiram pobudo in zaradi katerega si želim, da danes naložimo občinski upravi in županu, da v zvezi z združitvijo osnovne šole Kapela in vrtca Radenci, Radenski mehurčki, enota Grozdek na Kapeli pridobi mnenja oziroma predstavi občinskemu svetu primere prakse združitve, strokovna mnenja, želje staršev in koristi otrok. Organizira srečanje z ravnateljicama osnovne šole Kapela in vrtca Radenci ter priskrbi vso drugo potrebno dokumentacijo, ki jo člani in članice občinskega sveta potrebujemo za odločanje v navedeni zadevi. Verjamem, da bomo šele na podlagi zbranega lahko najprej ugotovili, kje je ključen problem in posledično našli rešitev, ki bo v korist vseh. Vseeno pa predlagam županu, da glasujemo v sklepu, ki ga je predlagal Toni. Hvala lepa. Še razprava. Gospod Toni, imate vi vas sklep mogoče napisan? Jaz razmišljam malo drugače, ne. Jaz gledam z tega nevtralnega stališča. V tem obdobju, ki so se začeli širiti te govorice, je bilo toliko nekih izmišljotin, mislim, da peče. Pol občine je že skregane zaradi tega. Glejte, mi danes bi občinski upravi nalagali naloge, kaj moramo jim reči, kaj oni pridobijo mnenja, to moramo zdaj mi potrditi, občinski svetniki. Halo. Jaz sem pri sebi mnenja, stališča, prvič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, mnenje Skupnosti vrtcev Slovenije in pa mnenje Sveta ravnateljev in ravnateljic vrtcev. In vsi pravijo 10 oddelkov samostojni javni zavod. Zakaj prihaja do tega, da nekdo lansira takšne bombe? Zakaj? Jaz sem razmišljal o tem, kaj je od zadaj. Glejte, iz druge občine hodijo otroci na Kapelo. Iz Radenc hodijo otroci na Kapelo. Mislim, otroci migrirajo, to tak je. Na prejšnji seji sem povedal, bodimo previdni glede tega. In točno to se je zgodilo, kaj delamo zdaj. Veliki halo, bum, gremo napad na ravnateljico, eni imajo mogoče osebne interese, eni vidijo sistematizacijo, bodo pridobili sistematizacijo, eni mogoče namerno zavajajo, imajo kakšne posredne koristi od tega. Ampak dobro, spet smo občina na tapeti, pogovarjamo se o stvareh, ki bi se mogli o drugih stvareh pogovarjati. Jaz sem rekel zadnjič, glej, dajmo narediti, da bo občina prijazna, da bo zanimiva, da ne bomo imeli problema z otroci, da bomo imeli problem s pomanjkanjem prostorov, ne pa na takšen način. In če imam tu jaz pri sebi 3 izjave, kaj še čemo? Ministrstvo pa je najvišja inštitucija. Da pa mi zdaj gremo osebnostno nekoga napadamo, pa svoje frustracije na ta način, jaz mislim, da to ni prava pot. Občina naj bo povezana. Vrtec za mene osebno, to je moje osebno mnenje, naj bo samostojen javni zavod. Če pa so problemi, ste pa zato, da se pogovarjate. In če ima kdo, jaz se spomnim takrat, ko sem jaz bil podžupan, ko smo imeli ravno probleme, ko smo jedva rešili ta, ravno isto tak, nekomunikacija, ekonomska cena takšna, da vrtec spravimo na kant, ampak potrebno je samo dobro volje. Glejte, nekdo, ki je odgovorna oseba, ali je to direktor, ali ravnatelj, ravnateljica, on mora skrbeti, da je vse po zakonih. Verjetno so vedno možnosti, da se nekomu zameriš. Vodstveni delavec mora sprejemati odločitve, ki tudi niso včasih najbolj ugodne za vse, ampak dolgoročno pa je takšno odločitev treba sprejeti. In nikoli nihče ne bo vsem pogodil. Hvala tudi za to misel.
Stvar je v bistvu v tem. Mi dolgoročno zadevo moramo reči, še vedno bom pravil, da je za mene problem to, da je prišlo enostransko prekinitev 4. oddelka polovičke na Kapeli. To se v bodočnosti ne sme dogajati in to stvari moramo preprečiti. Ali bomo preprečili na ta način, da bomo združili, ali bomo preprečili na način, da bomo drugače organizirali delo. Predlagam, glede na to je občinski svet vseeno prvi v občini in da če nam vlada karkoli naroči, ne pomeni, da moramo mi takoj to sprejeti, tako da tudi ministrstvo ni tisto organ, ki je direktno nadrejeni občinskemu svetu, da je to vrtec le stvar občine, občinskega sveta, da ministrstvo ne daje za poslovanje vrtca niti enega evra, da ne dajo skupnost vrtcev za poslovanje vrtca niti enega evra, da to mi dajemo tukaj, v tej mizi in zato občine različno po Sloveniji različno rešujejo te probleme. In mislim, da je prav in ne bomo izgubili ničesar. Nikako ne bomo posegali v nobeno delo in ni potrebe, da nobena ravnatelj, niti šole, niti vrtcev, da karkoli počne v strahu, da bomo mi odločili karkoli narobe. Ne, ne bomo. Odločili bomo se tako, kot je najboljše za otroke, kar je v drugih občinah najboljša praksa, merilo, kaj menijo ministrstva, ki to ne financirajo, je seveda mnenje, ampak takšno kot vsako drugo. Zato predlagam, da ta sklep vseeno potrdite v spremenjeni obliki, ko ga je predlagal gospod Toni. S tem do septembra ne izgubimo ničesar. Prav nasprotno. Naredili bomo tisto in se bomo na koncu 586 ljudem, ki so nekaj podpisali, dali nekakšen odgovor. Dolžni smo ljudem dajati odgovore, če zbirajo podpise. Gospod Emil, imate še vi kaj, prosim? Hvala za besedo. Marsikaj je že bilo povedano, pa tudi sam podajam svojo osebno videnje navedenega. In sicer morebitni združitvi enote vrtca Radenci na Kapeli z osnovno šolo Kapela načeloma na prvo žogo ne nasprotujem. Ne načeloma, ne na prvo žogo. Prepričan sem, da je potrebno tehtno preučiti vse pozitivne in morebitne negativne učinke za vse otroke v občini. Že marsikaj se je dogajalo v tem mandatu in opozarjam, da v glavnem vse delamo na brzino, da preveč hitimo z določenimi odločitvami, ki so zelo pomembne za razvoj naše občine v naslednjem desetletju in mogoče še dlje. Mnenje sem, da to ni prav in da se tako ne dela. Navajanje enostranskih informacij in dejstev ne prinaša pravilnih odločitev. Morda bo zanimivo, zakaj se je odbor odločil tako, kot se je, zato navajam nekaj dejstev. Gospod Leljak mi je pol ure pred sejo odbora, ki je bil sklican ne glede na sklic te seje, prinesel teh 586 podpisov in na to smo seveda odreagirali. Torej, seja je bila sklicana v petek 5.4., potekala pa je v sredo 10.4. Dan prej pa smo v popoldanskem času ob 15.26 po elektronski pošti prejeli vabilo za 600, torej današnjo sejo občinskega sveta. In kot že povedano, mi je gospod Leljak predal preko 500 oziroma mislim, da 586 podpisov občanov z kapelskega okoliša, ki se izrekajo za združitev enote vrtca šolo. Kljub temu, da gradiva za predlagano 11. točko, danes mislim, da je to 9. točka, bila 6. seje občinskega sveta, svetniki z vabilom nismo dobili. Poslano je bilo šele v četrtek 11.4. ob 17:40 minut. Kljub temu smo problematiko združitve vrstili na dnevni red seje odbora. Bili smo enotnega mnenja, da je potrebno preučiti vse pozitivne in negativne učinke morebitne združitve.
Mnenja sem, da na posameznih primerih ne moremo in ne smemo sprejemati odločitev, ki bi imele morda več negativnih učinkov za večino. Namreč, kot je že bilo omenjeno, če vrtec Radenci ne bo imel 10 oddelkov, ne bo mogel delovati samostojno in se bo moral združiti z osnovno šolo Radenci. Po mojih informacijah je bilo pri zbiranju podpisov ponekod tudi povedano, da se namerava enota vrtca Grozdek na Kapeli zapreti. Zato se je predvsem med starši pojavila bojazen, da bodo morali vsi voziti otroke v vrtec v Radenski mehurčki v Radence. Ob tem se je izpostavljalo tudi dolgoročna ohranitev osnovne šole Kapela. Sam seveda ne vidim nobenega razloga, da bi bila ogrožena osnovna šola Kapela kot takšna. Nenazadnje se bo končno začela graditi športna dvorana oziroma telovadnica, ki je že dolgo potrebna in nujna za normalno delo na šoli. Glede upada vpisanih otrok v osnovno šolo Kapela, tudi zaradi otrok iz kapelskega šolskega okoliša, ki hodijo v vrtec v Radence in na to ne nadaljujejo šolanje v osnovni šoli Kapela, ampak v Radencih, podajam naslednje podatke, ki sem si jih pridobil. Namreč tudi to so eni izmed razlogov, ki se navajajo, da je kasneje upad v osnovni šoli Kapela. Torej, 7 otrok iz šolskega okoliša Kapela obiskuje osnovno šolo v Radencih. Ampak ob tem, da tudi 7 otrok iz šolskega okoliša Radenci obiskuje pa osnovno šolo na Kapeli. Torej 0. To so zgolj zdaj statistični podatki, ki pa držijo. Torej, osnovno šolo Radenci pa obiskujajo otroci iz sosednjih občin, in sicer 3 iz Gornje Radgone, 3 iz Svetega Jurija ob Ščavnici in 2 iz Tišine. Iz šolskega okoliša Radenci pa obiskuje druge šole, 3 osnovno šolo Gornja Radgona in 3 osnovno šolo Tišina. Iz šolskega okoliša Kapela pa obiskuje osnovno šolo Gornja Radgona 12 otrok. Iz navedenih podatkov je razvidno, da se starši iz različnih razlogov, naj bo to kvaliteta šole, bližine šole ali pa bližina njihovega službovanja, lahko prostovoljno odločijo, v katero osnovno šolo v naši občini ali v sosednjih občinah bodo vpisali svoje otroke. Skratka, prepričan sem, da je potrebno podrobno preučiti vse morebitne dolgoročne posledice združitve. Prednostno je potrebno dati stroki in ne dnevni politiki. Še najmanj pa nekim osebnim zameram in tako dalje. Ob tem bi rad seveda spomnil tudi na obljubo gospoda Leljaka v predvolilnem času, ki se je glasila, citiram: ohranitev obeh šol in obeh vrtcev je osnova življenja v naši občini. Ni cene, ki bi to spremenila. Konec navedbe. Torej, obrazložitev mojega glasu. Glasoval bom proti predlaganemu sklepu strani predlagatelja. Glasoval pa bom za spremenjen predlog sklepa, ki je bil podan strani gospoda Tonija Žitka, ker sem prepričan, da je omenjeno tematiko potrebno temeljito preučiti, za kar je bilo do sedaj absolutno premalo časa. Hvala lepa. Še kakšno? Glede na to, da gre za enak sklep, ki je samo dopolnjen s strani gospoda Tonija, bom predlagal, da sprejmemo celovit predlog, se pravi predlog, ki ga je podal na seji gospod Toni. Se pravi, v prvi delu ostane popolnoma isti, nadaljuje se pa v delu, ko pove, da bo občina Radence pridobila vsa svoja mnenja in tako dalje. Tako da, če ni več nobenih razpravljavcev, naj te prvo dam na glasovanje, bom prebral celega, samo naj te prvo vašo prisotnost, prosim.
Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Radenci nalaga občinski upravi in županu, da v zvezi z združitvijo osnovne šole Kapela in vrtca Radenci, Radenski Mehurčki, enota Grozdek na Kapeli pridobi mnenje oziroma predstavi občinskemu svetu primere dobrih praks združitve, probleme, do katerih lahko pride pri združitvi, mnenje Ministrstva za šolstvo, organizira srečanje z ravnateljicami osnovne šole Kapel in vrtca Radenci, pridobi pisno mnenje sveta staršev obeh zavodov ter preskrbi drugo potrebno dokumentacijo, ki jo občinski svet potrebuje za odločanje navedenih zadevi. Kdo je za? Dobro, pojďte. 13. Vprašajte ga. Dobro, 13, v redu. Vse v redu. Gremo naprej na 10. točko dnevnega reda. Predlog potrditve namere od začetku postopka spremembe odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena občine Radenci. Prosim, gospod Mojco. Hvala za besedo. Zdaj iz predlaganega gradiva se vidi, da je na nek način sta oba predloga bila izpod mojega peresa, zato se zahvaljujem za poprave gospode Žitko. Hkrati pa izkoriščam priložnost, da predno začnem za svojo točko, da vas se skupaj prav lepo pozdravim. Ugotavljamo vsi skupaj, da pri raznih posegih, predvidenih investicijah oziroma pri željenih obnovah določenih športnih površin, novogradnjah v občini Radenci vedno znova naletimo na problem, ki se imenuje odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena občine Radenci, ki je bil sprejet leta 2007. Z ozirom na to, da se največkrat srečamo z problemi nadaljnega razvoja, predvsem na področju znotraj trenutnega bazenskega kompleksa in pa na delu parcel v Radenskem parku, kjer leži mini golf igrišče, ter pa seveda na tako imenovanem Kapelskem bregu oziroma na zemljiščih okrog cerkve Svete Magdalene na Kapelskem vrhu, predlagamo občinskemu svetu, da potrdite namero, da pričnemo z spremembo odloka. Ker pa je sprememba odloka precej zapleten postopek, seveda želimo že vnaprej na nek način tudi soglasje, da predno se tega lotimo, ker te pogovori z kulturniki oziroma kulturnovarstveniki bodo zelo težki, sigurno dolgotrajni, da vseeno podate soglasje, da z tem postopkom začnemo in pa da probamo maksimalno število teh parcel, ki smo jih navedli, tudi izvzeti iz tega odloka, da bomo potem lahko sledili razvojnim ciljem občine Radenci. Hvala lepa. Hvala, Mojca. Ja, naš namen je seveda, da nam date podporo, namreč v primeru vaše podpore bo naša izhodišča pri pogajanju bistveno večja. Samo to je namen in zato je namen tega sklepa. Sedaj pa odpiram razpravo. Če ni, dam predlog na glasovanje. Prosim, svojo prisotnost potrdite. Si. Predlog sklepa: Občinski svet občine Radenci soglaša s predlogom potrditve namere o začetku postopka spremembe odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena občine Radenci, uradno glasilo slovenskih občin, številka 20/2007. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Predlog odloka z merili za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radenci. Preden odprem to temo, predlagam
da odzvoni. Ja. Namreč predlog je bil, da bi to naredili po hitrem postopku, ne v prvem branju. Prosim, lahko. Preden to točko dnevnega reda dam, bi prosil, da glasujemo o tem, ali to točko spremenimo, da naredimo po hitrem postopku, se pravi, da eno in drugo obravnavamo danes. Dajem ta predlog na glasovanje. Prisotnost najprej. Kdo je za to, da to naredimo po hitrem postopku? Skrajšanem postopku? 13. Dobro. Prosim predstavnika odbora, ki je to delo, da poda poročilo. Hvala za besedo. Odbor za šport in turizem občine Rajenci je na svoji 5. redni seji dne 10.4.2019 razpravljal o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Rajenci in predlaga občinskemu svetu, da odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Rajenci sprejme v predlagani obliki v skrajšanem postopku. Hvala. Hvala lepa. Gospod direktor Zavoda za šport in turizem, imate vi kaj za mnenje, kakšno? Vprašal samo, v redu. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Statutarna pravna, ja. Tudi statutarno pravna komisija je obravnavala navedeno zadevo in predlaga občinskemu svetu, da odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Radenci sprejme v skrajšanem postopku. Vseeno pa bi mogoče morali izzval direktora, da nam v par stavkih pojasni ta program, ki smo ga sprejeli. Bi bilo zelo dobrodošlo. Hvala lepa. Na kratko. Torej, spoštovane svetnice, gospod župan, spoštovani svetniki, prav lep dober večer, pa hvala za priložnost, da lahko tudi par besed spregovorimo o letnem programu športa v občini Radenci. Priznati moram, da je materija, ki jo imate pred sabo, dokaj zahtevna. Tudi smo se večkrat mogli sestati, pogovoriti, dogovoriti, skleniti tudi določene kompromise, ampak vse v smislu tega, da bi bil občinski denar, se pravi javni denar, v športu čim bolj racionalno porabljen. S tem odlokom, ki je pred vami, je, upam, da to tudi uspelo. Predvsem smo delali v tej smeri, da bi iz obstoječih pravil, ki so iz leta 2015, povzeli vse tisto, kar je bilo dobro in se je izkazalo v praksi kot dobro, tudi prenesli v odlok. Odlok je pa seveda zahteva zakona o športu iz leta 2017. Tisto, kar je seveda bistvena novost, je že sam akt. Prej je bil to pravilnik, ki se je v bistvu imenoval oziroma sprejemal samo z sklepom. Odlok je seveda zahtevnejši postopek, kot smo danes slišali, ampak ste se pač odločili, da bo to šlo po skrajšanem postopku, kar je nenazadnje zopet voda na mlin izvajalcem, bodočim izvajalcem letnega programa športa v občini Radenci in zato vam bodo seveda tudi zelo hvaležni. V odloku so opisane posamezne športna področja, tudi športni programi, opredeljeni so tudi načini sofinanciranja tako kakovostnega športa kot športa otrok in mladine usmerjeni kakovostni in vrhunski šport, športne rekreacije, športa invalidov in pa seveda tudi sofinanciranje športnih prireditev. Več o podrobnostih
samega letnega programa športa za leto 2019, bo pa seveda povedano pri naslednji točki. Jaz upam, da je bilo dovolj, ali še kakšna beseda. Če ima kdo kakšno vprašanje, pa sem z veseljem pripravljen govoriti, seveda. Jaz bi imel samo eno vprašanje, če lahko. Ali ta odlok vsebuje tudi komisijo za nadzor porabe sredstev, tako kot smo to naredili pri ostalih? V odloku so zapisane tudi seveda nadzorni elementi, posebej o tej komisiji ste rekli? To je posebna komisija, ki smo jo dali za ostale dejavnosti, ki pač omogoča, da preverimo, ali so sredstva smotrno porabljena ali niso. Ja, na to bo verjetno lažje odgovoril predsednik odbora. Je pa tako nadzor. Ali pa predlagamo, da se odlok dopolni z to točko, kot je v ostalih odlokih, ostalih sklepih. Gospod Emil, če nam lahko pomagate, vi ste prebrali ta sklep, če bi ga mogoče še enkrat, pa bi bila to posebna točka odloka. Samo se priključi. Prosim, ja. Hvala lepa. Hvala vam. Torej, kot sem v začetku prebral, smo v nekatere odloke že zapisali spremembo, ki se glasi: namensko porabo s pogodbo dodeljenih proračunskih sredstev spremljata in preverjata komisija, ki je za ta namen imenuje in pooblasti župan ter nadzorni odbor občine. Če ta komisija ugotovi, da upravičenec, izvajalec programa in tako naprej, je dovolj. Tu predlagam, da se dopolni, se pravi ta 19. točka odloka. Če se strinjate, to je 19. točka odloka in da se v 19. točko umesti tudi ta tekst. Ja, v 19. točko da se umesti ta tekst. Še kakšna razprava? Če ne, ta odlok po skrajšanem postopku dam na glasovanje. Prosim svojo prisotnost. Občinski svet občine Radenci potrjuje predlog odloka z merili za sofinanciranje programa športa v občini Radenci z dopolnilom v 19. točki, ki je predlagana, ki ste jo slišali na sami seji. Kdo se strinja? Hvala. Naslednja točka dnevnega reda, to je predlog sklepa o potrditvi letnega programa športa v občini Radenci za leto 2019. Prosim predsednika odbora za šport. Odbor za šport in turizem občine Radenci je na 5. redni seji dne 10.4.2019 sprejel sklep, da se letni program športa v občini Radenci za leto 2019 sprejme. Občinskemu svetu občine Radenci pa predlaga, da v letnem programu športa v občini Radenci za leto 2019 razpravlja in ga sprejme v predlagani obliki v skrajšanem postopku. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ne, dajem naslednji predlog sklepa na glasovanje. Prosim vašo prisotnost, naj te preverimo. Predlagam sklep, občinski svet občine Radenci potrjuje letni program športa v občini Radenci za leto 2019. Kdo je za? In še dve točke imamo. Predlog sklepa o potrditvi pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v občini Radenci. Gospod Emil. Hvala za besedo. Odbor za družbene dejavnosti občine Radenci je na svoji
tretji redni seji obravnaval in sprejel pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v občini Rajenci. Predlog spremembe se nanaša samo na pobudo podano od strani gospoda Leljaka v smislu imenovanja komisije za izvajanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev. Torej, to, kar sem malo prej prebral, mislim, da ni potrebno še enkrat celotne zadeve prebrati. Torej, odbor je predlog podprl, predlagamo pa, kot že prej, da se v komisijo imenuje tudi nekoga izmed članov odbora za družbene dejavnosti. Občinskemu svetu občine Radenci predlagamo, da predlog obravnava ter da sprejme pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v občini Radenci v podani vsebini po skrajšanem postopku. Odpiram razpravo. Če ne, dam predlog sklepa na glasovanje, najprej prisotnost. Prisotnost, prosim. Predlog sklepa občinski svet občine Radenci potrjuje pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev občine Radenci. Kdo je za? Proti niče. Še 14. točka dnevnega reda, to je odgovor in vprašanje na pobude in svetnic. Gospod Brus, vam sem odgovoril. Gospod Berič. Režijski obrat odvajanje in čiščenje odpadne vode. Gre za kompleksno zadevo, za problem v občini Radenci, ki traja že kar nekaj let. Jaz osebno menim, da je odločitev občinskega sveta bila zelo na mesto in zelo pravilna. Potrebno je vedeti, da v zadevo preiskujejo dve inšpekcije. Kriminalistična policija, ki vodi preiskavo. Ne samo nad podjetjem SIM, tudi nad početjem Alsa v Ljubljani. Da je podjetje SIM brez soglasja občinskega sveta, brez vednosti občinske uprave, pridobila okoljevarstveno dovoljenje za 9500 populacijskih enot. Da je predstavila, da je ta čistilna naprava 9500 populacijskih enot, to pomeni, da je 10% večja, kot je pa novo izgrajena v občini Radgona. Zadnji elaborat, ki so ga predložili vam v sprejem in ga še nisem dal na sejo za razlogom, ker ločuje med ceno za občane in gospodarstvo, kar je nezakonito in ni v skladu z direktivami Medve. 12 kršitev koncesijske pogodbe smo ugotovili. Od raznih popisov, od individualnih čistilnih naprav, do raznih preglednic, rednega vzdrževanja in vsega ostalega. Toliko tega se je nabralo, da mislim, da moramo v ta postopek iti, poseči in zadevo spraviti v zakonite meje. Praksa in nam je voda, ki je že drugi mesec funkcionira, brez nekih velikih zapletov, odpravljamo vseh defektov, ki je pa bil eden skromen, ostale pa so bili vezane na zamenjavo števcev iz prejšnjih sklepov, ki smo ga danes odpravili. Tudi v tem pogledu imamo režijski obrat, ki bo lahko z zunanjimi izvajalci, ki bojo samo izvajali defekte in pa tisto, kar je treba obnavljati, z lahkoto opravljal tudi to zadevo. Se pa strinjam in zato tečejo pogovori, da bi z podjetjem SIM, katerem čestitam, ker je pridobil koncesijo za
za vodovodno omrežje na avtocesti Republike Slovenije, da je potrebno z SIM-om se dogovoriti na najbolj mehek način, da to stvar uredimo sporazumno. Če pa tega dogovora ne bo, pa menim, da je prav, da režijski obrat prevzame to in da svojo usodo skorimo sami naprej. Bistveno lažje pogajalske osnove bomo imeli pri pridobivanju sredstev za čistilno napravo, ker ne bomo vezani na koncesijske dogovore, pogodbe. Bistveno lažje bomo potem, ko bomo čistilno napravo zgradili, se odločili o tem, koliko bo amortizacija, da ne bomo že prvo leto obremenjevali za omrežnino občane. Zasebnik seveda bo vztrajal na 100% izkoriščenosti in podobno. Govorim iz primerov, ki jih imamo sedaj v C-kraku in se bo zgodba lahko ponovila tudi v občini Radenci. Če bomo sami, to vse skupaj. Naredili smo cenitev čistilne naprave, ki je skupaj z financiranjem vložkom SIM-a 80 tisoč evrov in pa most, ki je zemljiščno knjižen v last občine, papirnato knjižen pa v last SIM-a, sprejeli cenitev in naročili in cenitev je narejena tudi v sodelovanju z SIM-om in ta cenitev je skupaj 529 tisoč evrov. Glede na procent našega deleža, ki je naš, lastniški, smo SIM-u pripravljeni izplačati 402 tisoč evrov, koliko postaje njihov delež. Ta sredstva imamo in jih lahko takoj plačamo. In smo SIM-u pripravljeni izplačati vse zakonsko, kar moramo ob eventualni prekinitvi koncesije. To pa je 4% denarja od bruto prometa, ki ga bi ustvaril v teh 2 letih, kar še ima koncesijo na tem projektu, programu, in pa letni donos, ki so ga prikazali v svojih elaboratih, ki je približno okoli 5000 evrov. To je skupaj, govorim, 48 tisoč evrov plus 402 tisoč evrov, to je skupaj 450 tisoč evrov. Ta znesek je naša ponudba in ta znesek so tudi pripravljen zagovarjati pri vas občinski svetniki, da to izplačamo in da končno postanemo lastnik vsega tega. Tako da menim, da je sprejeta odločitev pravilna, da v občini zadevo vodimo dokaj pregledno. Tu sem se pripravil še nekaj podatkov, ko sem prevzel funkcijo, je bilo na računu 943 746 000,58 evra. Danes ob 3 popoldan je bilo 1 374 186. 400 tisoč več, takrat so bile vsi računi plačani in tudi danes so vsi računi plačani. Razen, pridobil sem tudi mnenja stroškov, ki smo jih imeli. Jaz sem v tem mandatu do zdaj porabil nekaj manj kot 45 evrov za telefon. Toni, dokler je imel 21,30, Miran kot podžupan pa nima službenega telefona. Ni izplačana nobena dnevnica, nobenih potnih stroškov za župana in podžupana in menim, da se osebno zelo trudimo, da zadevo vodimo v pravi smeri. Seveda pa občinski svet nočem in ne razumem ga kot nadzorni organ dela župana, ampak predvsem kot delovno telo, kot strokovno telo, kot telo, ki odloča in daje naloge županu, da jih izvede. Moram pa reči, da se včasih počutim tukaj kot župan, ki sem od občinskega sveta nadzorovan na nek način.
Bogi. Torej, gospod Berič, če zahtevate še dodatno pismeno obrazložitev, moja je takšna, kot je, bi vam pa z veseljem predlagali, da vam skupaj z Davorinom pokažemo vse tiste kršitve, ki smo jih v teh zadnjih 4 letih pregledali in ki smo ugotovili, da zadeve s podjetjem SIM se ne morejo več odvijati naprej in da zadeve tudi zaradi poročanja, resničnega poročanja državnim organom ne moremo nadaljevati v tej obliki, kot je to sedaj. Ne gre. Lahko, ja, seveda, dovolite, ja. V pravilniku sicer ni, ampak gremo. Ja, mislim, da je na odgovor. Ne. Župan, govoril si o marsičem, ne. Jaz sem pač spraševal glede koncesije, glede obljube, ki si jo dal, da se koncesija ne bo prekinjala, ti si izkoristil svoj čas, jabolke in hruške, vse si v bistvu pomešal. Hvala lepa za tako izčrpen odgovor. Bi pa pričakoval, da bi dobili odgovore tudi na zastavljeno vprašanje pobude iz prejšnjih sej. Tako izčrpen glede evropskih sredstev, kot si zdaj povedal, glede vode. Hvala lepa. No. Samo malo res odgovorim na vprašanje, pa... Gospod Emil, za vas sem želel narediti res poseben odgovor, ki bi se posebej vsedel in posebej odgovoril. Kršim pravilnik. Kršim ga pravilnik tudi sedaj, ko vam tole odgovarjam, vam povem, da odgovora na vaše vprašanje in deloma tudi do gospoda Beriča še nisem pripravil. Nisem ga pripravil zato, ker nimam časa. Bi ga pa želel predstaviti in ga tudi dal vsem svetnikom in obljubim, da do naslednje seje pa sigurno bo in ga bodo dobili 7 dni pred sejo pismeno, na seji pa ga bom tudi prebral. Obljubim še enkrat. Res sem zaseden, ne morem. Bi pa pregledal, moram zato uporabiti tudi gospo Mojco, ki bi mi nekaj stvari za nazaj dala, da dobite res konkretni odgovor in če sem karkoli v volilni kampanji rekel narobe, beseda opravičilo obstaja, če kaj pomaga, če ne, boste me pa na naslednjih volitvah, če bom kandidiral, premagali. No, sej, če bo, sej sem dal pred tem besedo, če bom zraven. Še gospod Divjak, hvala tudi za vaše vprašanje. Moram povedati, da za vsako informacijo do zdaj od odprtih jaškov, da sem takoj reagiral in da bomo tudi v tej zadevi, jaz bi prosil, da podrobno, če je še kakšna bolj podrobna informacija o lokaciji, da to z Janjem Ivanošem vidimo in da te režijski obrat bo takoj še v tem in bomo stvari odpravili. Tudi ostale bi prosil, da take stvari, ki predstavljajo nevarnost za življenje ljudi, da pač takoj reagirajo. Če ni zdaj nekega konkretnega, še kakšne zadeve, to ni jaz bi s tem... Aha, vprašanje... Ja, mi smo dobili navodilo od Ministrstva za okolje, da moramo v tem letu urediti meje, ki so med občinske meje. Moram povedati, da nobene meje vseh občin nimamo rešenih, ko se počutimo ko Hrvaška, nobena meja ni rešena, vse je odprto. Zadevo je potrebno rešiti, župani smo se na to temo že interno pogovarjali, se pravi, v Koslavcih spodaj je problem reka ni meja, Mura ni meja, ampak je nekaj zemlje naše preko in Tišine na tej strani. Tudi na področju občine Radgone cesta, ki gre spodaj, poznate vsi, ko gre iz Svetega Jurija proti Radgone, tista cesta je na različnih straneh, en del je last občine Radence, en last pa vse skupaj. To seveda predstavlja problem ravno v projekti, ki jih zastavljamo in te meje upam, da bomo letos razrešili in pa rešili. Seveda, tako kot vsake države, tako tudi občine se borijo, da bi čim več zemlje zadržali
in bomo težko najdemo skupne neke interese. Tako da mogoče jeseni, če bo dovolj časa, da se vključijo tudi odbori in da poskušamo sklicati vse odbore vseh občin, pa vse skupaj, da se dogovorimo in probamo uskladiti to mejo. Ni pa to meja, ki bi v tem trenutku delala probleme za normalno življenje in vse skupaj, in tudi ni nobene meje nekega zasebnika, ki bi zaradi tega imel bistvene probleme. Največ problemov je samo pri izgradnji infrastrukture, v katere občine vlagajo. Tukaj pa so problemi. Ja, izvolite. Hvala za besedo, župan. V četrtek bomo imeli sejo, prvo sejo glede ureditve bazensko-parkovnega kompleksa. Vsi zainteresirani, ki imajo kako rešitev oziroma predlog, so vabljeni. Seja bo potekala od 5. ure naprej popoldan, spodaj v veliki sejni dvorani, tako da ste vljudno vabljeni. Hvala. Ja, jaz bih dal pojasnilo. Jaz sem z gospodom Tonijem, članom tega odbora, že bil na enem kratkem sestanku z namenom, ker jaz v četrtek pa podžupane ne moremo biti prisotna, ker gremo na svečano sejo v sosednjo občino. Pač te odnose moramo imeti, sem pa gospodu Toniju povedal svoje mnenje. Tudi en del te seje je bila tudi današnja seja, ko smo začeli s postopkom se pravi brisanje tega spomeninskega varstva. Gospod Toni vam bo pa razložil in tudi gospa Mojca bo tam zraven na tem sestanku. Se pravi, prišlo je do sprememb glede vračanja premoženja družine Šarič, 48%. Tukaj sedaj mi iščemo in sklejujemo neka mnenja, da bi po vračanju prišli v pozicijo, da bi se z Radensko in Radinom dogovorili za izmenjavo zemljišč, da bi v končni fazi bazen bil v 100%, celoten komplekt v 100% lasti občine Radenci. To so postopki, ki tečejo, ki niso čez noč. Mislim pa, da so bistvenega pomena zaradi vaših dogovorov, ki boste jih imeli, da bi programi in projekti, ki bi se tam odvijali, bili možno jih financirati brez problema iz proračuna občine Radenci. Moje osebno pa mnenje, samo eno stvar me boste težko pregovorili, to je, če boste gradili klasičen bazen, s tem se ne strinjam, vse ostale variante so podprte. No, povem samo svoje svoje. Hvala lepa za današnjo sejo, ki je bila za mene dokaj naporna. Hvala lepa in se vidimo. Srečno.